Višjo šolo obiskujem že 2 leti. Zdi se mi pa nekako boljša oziroma bolj praktična od visoke šole, saj sem mnenja, da vsak mora tudi v šoli izkusiti prakso, mora delati, ne samo se učiti, zaradi tega, ker si pol bolj podkovan, ko prideš na dejansko delovno mesto. Dejansko ljudje poberejo od predavateljev čim bolj realne izkušnje. Skratka, dejansko študenti pridejo pripravljeni za delo. Lani sem prakso opravila na eni televiziji. Bilo mi je zelo všeč, saj sem dejansko šla in snemala prispevke, dejansko sem montirala prispevke, spoznala sem veliko zanimivih ljudi. Bila sem tudi na resničnostnem šovu in se mi zdi to zelo dobra izkušnja, tudi referenc veliko dobiš. In se mi zdi, da bi to več faksov moglo prakticirati, ker je res boljše za študenta in tudi za njegovo prihodnost. Praksa pri nas, na naši televiziji, je predvsem to, da na začetku delajo kot asistenti snemalcev, da potem hitro ugotovimo, če jih snemanje zanima bolj, jih bolj zanima mogoče sama montaža ali pa samo grafično oblikovanje, se pravi, da jim damo delati kakšne video strani v Photoshopu. Jaz sem izredno vesela, da imamo toliko prakse na šoli, zaradi tega, ker sem praktični tip, teorija mi sploh ne gre, piflanje ni za mene. Če ima predavatelj praktične izkušnje in jih vplete v predavanja, kar naenkrat postanejo zanimiva, vleče študente za sabo s primeri, z šalami, z domislicami iz prakse. In s tem jih tudi naučiš, kako cela teorija v praksi deluje. In to so ene, recimo temu, neprecenljive praktične izkušnje, ki jih ne moreš pobrati nikjer drugje. Ali jih prebereš pri relativno dobrem predavatelju v šoli, ali pa čakaš 3 mesece, 5 mesecev, pol leta ali pa 1 leto, da ti kapne, kako cela zadeva funkcionira, recimo v svoji prvi službi. Izobraževal sem se na višji šoli, kjer sem dobil veliko uporabnih informacij in znanj, katere tudi zdaj uporabljam. Všeč mi je bilo, da je bilo zelo praktično naravnana zadeva, ker sej teoretično znanje pomore določene stvari, ampak ko pa ti prideš na delovišče, ko ti prideš na set, ta teorija ne pomaga nič, če sam nisi praktično že to prej naredil in naredil sliko, kakor mora biti. Če je podobna kot v resničnem življenju, mislim, je dokaj podobna, ampak nič te dejansko ne pripravi na to, kak je v resničnem življenju. Je dober približek, ampak seveda ne more biti tako. Tudi vsaka situacija je drugačna. Pa definitivno sem dobil, če ne drugega, osnove, s katerimi sem se lahko na poti začel delati določene projekte in potem sebe dopolnjeval z določenimi državami, ki so prišli potem še sporek tega. Zelo smo veseli, da nekaj teh dijakov oziroma študentov teh višjih šol dela pri nas že kar dalj časa in se pravi, da tiste, ki so dobri, ki jih zadeva zanima, in potem absolutno takoj ponudimo sodelovanje. V realnem svetu ti knjige ne pomagajo dosti, ker ti moraš na teren, ko moraš posneti, ko moraš interakcijo imeti z ljudmi, ko moraš priti dan, preliti, zmontirati in vse. Ti kaj veliko ne pomaga, če ti to na papirju veš, moraš konkretno to znati in narediti. Tle si že ful time, tako da je brez veze.